Lepo pozdravljeni nazaj. Danes se bomo lotili enega posebnega izziva, in sicer glede na to, da je bilo nekaj komentarjev, koliko kdo zapravi za hrano na teden in kje kdo je in kaj je, a se da za 30 evrov nahraniti družino v enem tednu. Zdaj, če imate najstnike, mogoče povečajte na 50 pa poskusite. Jaz imam 2 majhna trebuščka še zraven, tako da bomo 30 poskusili. Verjetno bo na tesno, upam, da nam rata, ampak poglejmo, koliko nizko lahko pridemo. Se pravi, 30 evrov na teden za zajtrk, kosilo, popoldansko malico, večerjo, ker moji otroci jejo ostale obroke v šoli, v vrtcu. Midva z možem pa nosiva kosilo s sabo v službo, se pravi, ni stroška prehrane v službi, tako da je nekako uravnotežen tale budžet. Če splaniramo, potem bomo videli, kaj dobimo za 30 evrov. Kaj jesti za zajtrk, kaj za kosilo, malico, večerjo, sproti bomo pa pisali na nakupovalni listek. Za zajtrk rabimo uravnotežen obrok, tudi beljakovine in maščobe. Pa bomo napisali kavo pa mleko. To bo že treba nabaviti. Bomo upoštevali, da imamo doma sol, poper, te začimbe pa olje. Ostalo bomo pa v nakupovalni listek napisali. Potem jajca z bananami, to imamo zelo radi. Ni najbolj varčno mogoče, bomo videli. 5 banan vsaj kupimo. Potem kruh bomo pekli sami. Bomo rabili moko, kvas, olje pa sol imamo. Potem bomo za zajtrk jedli še maslo na kruhu, pa še nekaj bo treba namazati. Ovsene kosmiče, pri nas veliko ovsenih kosmičev pojemo za zajtrk, tako da to ne bo problem. Potem bomo pa morali gor še nekaj dati jabolka pa kakšne oreščke. Bomo videli, kaj bomo lahko. Jabolka sigurno, jabolka se ful splača. Lahko 2 kilograma dobite za manj kot 2 evra. Jajca bomo ena vzeli, ker bomo probali spraviti vse na minimum zdaj zaradi 30 evrov. Potem pa za kosilo rabimo tudi beljakovine pa hidrate, bom takole napisala. Pa posebej zelenjavo, ke je pri nas veliko pojemo, bomo videli, kaj nam rata s 30 evri, pa bomo sproti sestavili tudi glavne obroke. Zdaj za mesne beljakovine bomo dali fižol pa čičeriko. Lahko bi tudi fižol pa lečo, čičeriko, stročji fižol, čeprav tistega morate veliko več kupiti. V suhi obliki je cenejši pa za dalj časa, ampak mi kupujemo za en teden, pa bomo mogoče kar v pločevinki. Krompir, pri nas makaronov ne pojemo toliko, ampak ker je to cenejša varianta, bomo ta teden tudi makarone vključili. Korenje se zelo splača, poceni je 1 kilogram. Nekaj sveže zelenjave, solata bo najcenejša, paradižnik, kumare niso sezonski, so veliko dražji zdaj. Pa bomo napisali, da bomo najprej pašto fižol. Za fižol kar iz pločevinke bo cenejši, kakor da kupimo celo kilo, ker ne bomo v enem tednu porabili. Potem bomo, makarone z zelenjavno omako, rabimo še mezgo, pa mislim, da se bo najbolj od te zelene zelenjave splačal zdaj grah. Zamrznjen grah je, mislim, da manj kot 2 evra cela vreča, pa bomo lahko ga raztegnili na cel teden. Rabimo še eno čebulo pa eno glavico česna za tele obroke. Delali bomo pire, pa iz te čičerike. Čičeriko bomo kar v suhi obliki kupili, pol kile suhe, mislim, da je 1,49 v Hoferju. Pa ko se skuhajo, ogromno dobimo, tako da bomo lahko delali falafel, pa kari,
pa humus bomo lahko naredili za namaz. Pa še med pečeno zelenjavo bomo lahko dali čičeriko, da bomo imeli dovolj beljakovin. Zdaj pa pogledamo, kakšne stvari so še v akciji. V Hofru sem našla piščančje zrezke iz stegna. To bo za naše mesne beljakovine, ker imamo tudi mesojedce doma. In to bo pri tem budžetu dosti. Pol kile piščanca. Ostalo bojo pa rastlinske beljakovine. Pa cvetača. Cvetača je v akciji za 1 evro cela glava in to je super in bomo naredili piščančjo obaro. In potem bomo tisto kuhano meso lahko dali še v en obrok, pa bomo naredili, recimo, ker imamo še makarone, makaronovo solato s piščancem. Zdaj pri malici bomo kruh, sadje, jabolka, pomaranče so v akciji, ampak pri nas jih ne maramo, vedno ostajajo in na koncu naredimo sok in to je pri tem budžetu malo potratno. Tako da bom zapisala tale seznam še s cenami zraven oziroma s predvidenimi cenami, da bomo lahko na koncu sešteli, da vidimo, kje smo, ali lahko še kaj dodamo ali moramo celo kaj črtati. Poglejte, da boste sezonsko zelenjavo kupovali. Lahko bi tukaj tudi kislo zelje, recimo, bi se dalo kilo kislega zelja, ke pride 1 evro, zelo daleč raztegniti, ampak smo se ga že malo najedli, ker je že skoraj pomlad in nam ne paše več. Za malico bomo kruh namazali, maslo, humus, ke ga bom naredila, zraven pa jabolka, pa ene oreščke. Ene oreščke bomo nekako zbasali noter, to je skoraj nujno. Ker za kakšen avokado pa take stvari ne bo prostora pri 30 evrih. Suho čičeriko, da bomo še humus namazali. Potem bomo pa spekli kakšne ovsene piškote. Potem za večerjo nekaj solatnega pa spet kaj na kruh namazati oziroma če bojo večje količine tistega, kar kuham za kosilo, bo to še za večerjo, predvsem otroci, da imajo toplo večerjo. Kakšen krompir bomo še spekli, pa solato zraven. Kakšne miške z jabolki, to radi jejo. Kosilo bom tako ali tako skuhala za sabo, zame in za moža. Tako da ni budžeta za hrano v službi. Predvidevam tudi, da kave ni. Gremo čisto iz nule. Mleko mi pijemo sojino, še en sok rabijo moji otroci, ta bo pa sirup za razredčiti. Ker pri 30 evrih ne bomo za 1 evro tistih tetrapakov kupovali. Pa se vidimo, ko pridem nazaj. Tole je moj nakup. Vse je praktično iz Hofra, razen česen pa čebula. Posamezno je nisem mogla kupiti, v Hofru sem jo v Sparu. Za čebulo sem dala še 10 centov in za česen 18 centov. Tudi sojenega mleka nisem dobila. V Hofru sem mogla iti v Lidl, 1,9 evra, torej prištejem zraven. Skupen račun je bil 26 evrov 16 centov. In z zelenjavo in z mlekom skupaj je bilo 27 evrov in 53 centov, tako da jaz sem lahko vzela še orehe, za 2,49 evra. Tako da je čisto totalen skupen znesek 30 evrov in 2 centa. Prvi zajtrk smo naredili banane in jajca. Samo to oboje se zmečka z vilico, zmeša jajca in popraži v ponvi in je en tak super šmoren, sploh če vam ostajajo kakšne preveč zrele banane pikaste. Sladko samo po sebi, ne rabite dodajati nobenega sladkorja, je pa tako ne najbolj varčen zajtrk, ampak je toliko dober, da smo si ga privoščili vseeno. Takole mi pečemo kruh. Natehtam približno 500 gramov moke, večinoma pirine, majčkeno bele, damo sol, olje, suh kvas, potem pa zlijem noter toplo vodo.
in zmešan z vilico. Masa mora postati taka lepljiva, nič se ne gnete, nič se ne masira kruha. Pusti se ga pokritega, lahko ga s celofanom ali pa silikonskim pokrovom. Pustite na sobni temperaturi, lahko 2 ure, lahko čez noč, eni tudi 24 ur pustijo, da se fajn mehurčki naredijo. Peče se 45 minut pokrito v pečici in rata takle noro lep hlebček ali pa štručka. In noter ima veliko luknjic in tega smo kar veliko pojedli. Treba je kar na 2 dni speči takle polkilski kruhek, da se družina naje. Odvisno, koliko kruha spečete. Tega se res splača narediti, ker ni z njim nobenega dela, pa takle fin je. Za prvi obrok smo skuhali piščančjo obaro iz tele zelenjave, ki jo vidite, pa iz piščanca. Tako da to smo najprej sva nesla v službo. Nekaj, kar veliko je ostalo potem še za večerjo. Makarončke smo še noter dali. Potem je bil zajtrk, malica, takole smo kombinirali sadje s kruhom, maslom in oreščki. Potem smo pa spekli en kolač s cimetom, čisto enostaven, z nekaj masla, moke, sladkorja, potreseno s cimetom. Je bila tudi ena večerja in zajtrk za naslednji dan. Izgleda, zraven smo pa naribana jabolka s cimetom jedli. Tole je še en zajtrk, ovseni kosmiči z jabolki in oreščki. Potem smo one pot pasta, rečemo, skuhali, se pravi makarone z zelenjavo, ke se skuha vse skupaj, zato da se omaka zgosti skupaj z makaroni. Tole je bila ena solatna večerja, še z jajcem in z domačim kruhom z maslom. Za naju z možem, otroci so tople makarončke pojedli. Tamle zadaj se je namakala čičerika, tole smo pa prvič delali. Iz enega jajčka pa sladkorja, moke, olja pa ovsenih kosmičev pa nekaj vode sem naredila piškote. Majčkeno orehov sem še noter dala, čisto malo, in so bili krasni in smo jih večkrat naredili. Otroci so navdušeni. Z vanilijo so pa začinjeni, okus po vaniliji. Čičerika sem skuhala celo, pol kile namakala, skuhala in razdelila na 3 dele. En manjši del je bil za en tak zelo enostaven humus z oljem pa s kisom, malo paprike v prahu, česna, čebule v prahu pa sol. Pa z vodo sem ga razredčila toliko, da je bil mazav, in smo ga jedli za zajtrk, večerjo, malico, kakor je. Eni kosmiči vodeni, ke jih moji otroci radi jejo. Iz tegale smo naredili kari. Čisto enostaven čičerik in kari, zraven je bil pa kuhan krompir v kockah. Super, tole je ena večerja še. Takole, zdajle bom skuhala 2 obroka za 4. pa za 5. dan, ker en dan ne bom mogla kuhati doma. Ves korenček bomo narezali na kockice pa skuhali, pa vse makarone. Na pol korenja pa pol makarončkov bomo dali pašto fižol z mezgo. Mislim, bomo naredili pašto fižol. V drugo polovico bomo pa dali makaronovo solato, skuhanega krompirja. Tale meso bo šel v solato, ke je še od obare ostal kuhan piščanc. Pa ta 2 jajčka bomo skuhali in iz olja pa kisa naredili iz trdo kuhanega jajca majonezo, da bo malo bolj sočna solata. Pa še kruh se bo pekel ta čas, ke je vzhajal čez noč. Tole je pašta fižol. Nekaj za večerjo, nekaj za naslednji dan, tole je pa makaronova solata s piščancem. 6. dan smo iz preostale čičerike in jajčka naredili falafel. Ostal nam je samo še grah, pa smo naredili grahov pire. In to je bilo to, za 7. dan ni bilo več praktično nič takega, kar bi lahko skuhali. Okej, zaključili smo tale 30-evrski izziv. Kako nam je šlo? Težko. Realno bi bilo, da bi imeli
50 evrov na teden, pa bom povedala zakaj. Tukajle smo mogli neke stvari ven vršiti. Pečeno zelenjavo s čičeriko, zelenjave je že prej zmanjkalo, sploh krompirja. Tole smo vse naredili, miške z jabolki, tudi ne, jajčka so prej šla, oziroma smo jih rabili tukaj še za falafel in tako. Tako da majčkeno smo bili na tesno, bi rekla 6 dni smo dali skozi, potem bi se pa mogli že nekam povabiti. Tašči na kosilo. Realnejše bi bilo 50 evrov tudi zato, ker smo malo občutili pomanjkanja kakšnih prigrizkov. Naprimer, da bi imeli malo več izbire pri kakšnih namazih, da bi imeli za naše mesojedce kakšno salamo, sir, ki ga imamo tudi za prigrizek. Tako da bi imeli še kakšne piškote, ki niso pečeni doma, pa samo vseni, nismo imeli niti rozin, niti čokolade, da bi dali noter, ker smo šli čisti z ničle, na 30 evrov. Kakor da nimamo ozimnice, kot da nimamo nič zmrznega, kot da nimamo stvari v predalu, ki bi nam popestrile prehrano. Potem bi rabili kakšne druge vrste sadja še, potem kakšno več sveže zelenjave, ne samo tole sezonsko ali pa zmrznjeno, ampak zato pri 30 evrih ni bilo prostora. Kaj smo še ugotovili? Da mi že odprej kar kupimo, to pojemo do konca. Tako da naš budžet ni pretiran. Mi imamo 100 evrov do 110 evrov na teden, z 2 majhnima otrokoma je to za nas realno, sploh ker nosimo v službo hrano. In s tem dobro pridemo skozi. Včasih kaj ostane, včasih kaj iz mrzovalnika, damo še v jedilnik. Po teh 110 evrih imamo tudi potrebščine za gospodinjstvo, razne krpe, gobice, čistila, ki jih tukaj nimaš možnosti not vključiti, mora biti čisto posebej. Kaj smo se naučili? Predvsem hvaležnosti, skromnosti. To zdaj zveni zelo floskula, ampak če bi morali s 30 evri preživeti, bi. Težko, ampak bi. 6 dni, ne 7. Potem, če bi dali 50, bi se imeli že kar luštno. Bi pa tukaj poudarila, da je šlo za veliko načrtovanja, veliko časa v kuhinji, veliko kuharskih spretnosti, idej. Treba je biti zelo, zelo, zelo organiziran in kar nekaj stvari znati. Ali pa pobrskati za recepti, ki vključujejo te stvari, ki jih imate vi na voljo. Tudi mi smo že prej navajeni beljakovinske stvari dobiti iz rastlin. Tako da mogoče za tiste, ki ste navajeni vsakemu obroku jesti meso, je to nekaj novega. Fižol pa čičerika, leča so odlične zadeve. Je pa veliko časa preživeti ga v kuhinji. Še nekaj, kar smo se naučili, domač kruh, pa domači piškoti, pa domač humus so boljši od kupljenega, ampak vzamejo čas, pa vzamejo načrtovanje. Vsak drug dan je bilo treba peči piškote, pa kruh. Humus je tudi kar hitro šel. Brez procesiranih jedi se da čisto okej preživeti, ti pa kupljeni recimo piškotki na mazi prišparajo čas, pa včasih tudi živce. Zdaj, to je bila bolj zimska, skoraj spomladanska varianta. Spomladi recimo bi še nabrali regrat, poleti bi mogoče kakšen vrt, kakšne lončnice imeli, če jih bomo spomladi posejali, pa kakšne borovnice se da nabrati v gozdu, zmrzniti potem za jesen, zimo, gobe nabirati, karkoli pač obvladate, da si popestrite ta zelo, zelo skromen budžet. Ko je hrana poceni, tako kot so bile recimo zdajle pomaranče ali pa zrezki iz piščančjega stegna, cvetača je bila 1 evro, tudi to se da zmrzniti, da potem ni treba po dražji ceni kupovati. Tako, ko smo mi kuhali, bi sicer 6 dni šlo,
Kdor lahko zapravi več, je pa res lahko samo hvaležen za to. Se vidimo. Čau!